pozdravljeni, moje ime je Viktor Štravh in danes bomo govorili o telemedicini in njenih možnostih v medicini dela, prometa in športa. Kaj sploh je telemedicina? Telemedicina je vsa diagnostika, terapija, posveti, preventiva in izobraževanja, ki jih s pomočjo informacijskih komunikacijskih tehnologij lahko opravimo brez fizične prisotnosti v istem prostoru s ciljem nudenja boljšega zdravja. Telemedicina je najbolj razširjena kot teleradiologija, telepatologija, teledermatologija in telepsihiatrija. Seveda pa se uporablja tudi v drugih vejah medicine, kot so urgentna medicina, intenzivna medicina, onkologija, nefrologija, ginekologija, nevrologija in mnogih drugih. Kaj so prednosti telemedicine? Prednosti so predvsem njena razpoložljivost, hitrost in učinkovitost. Telemedicina nudi možnost celostne oskrbe bolnika ne glede na njegovo lokacijo. Omogoča razpoložljivost bolnikovih podatkov za strokovne posvete na daljavo. Omogoča pregled nad lastnimi podatki z varnimi dostopi na spletu. Prednost je tudi shranjevanje zdravstvenih podatkov v nefizični obliki oziroma v elektronski obliki, vkolikor bi prišlo do izgube zdravstvene dokumentacije v fizični obliki. S svojo hitrostjo in učinkovitostjo pa telemedicina omogoča zmanjševanje čakalnih dob. Slabosti telemedicine. Glavni slabosti sta varnost, se pravi varnost pri izmenjavi osebnih podatkov znotraj in pa med zdravstvenimi ustanovami. Ob tem se je pa potrebno zavedati, da je večina zdravstvene oskrbe usmerjena na starejše in pa socialno šibkejše prebivalstvo, ki pa največkrat zahteva največje število obravnav. Takšno prebivalstvo ni nujno tehnološko opremljeno, kar pomeni, da jim je večina tehnoloških rešitev nedostopnih. Telemedicina v medicini dela, prometa in športa. V medicini dela, prometa in športa za oceno zmožnosti oziroma športne aktivnosti tehtamo med zdravstvenim stanjem oziroma funkcionalnimi sposobnostmi delavca in športnika ter obremenitvami pri delu oziroma športni aktivnosti. Če predpostavimo, da imamo dobro bazo podatkov iz predhodnih obravnav preiskovancev shranjeno v arhivu in da imamo ob tem pripravljene dobre ocene tveganja za delovna mesta oziroma športne panoge naših preiskovancev, imamo na razpolago že dobro podlago, da telemedicina najde svoje mesto tudi v medicini dela, prometa in športa. Tako bi lahko avdiovizualna telekonferenčna povezava bi lahko pokrila celotno anamnezo in pa tudi del funkcionalne diagnostike, bi pa predvsem zadoščala za vsa svetovanja preiskovancem in izobraževanja ter omogočila sodelovanje z ostalimi deležniki v medicini dela, prometa in športa, kot so to zdravstveni delavci, sodelavci in tudi drugi delodajalci. Izmed naših kliničnih aktivnosti bi bilo potrebno predhodne zdravstvene preventivne preglede opravljati v živo, nadaljnji ciljani oziroma obdobni pregledi pa bi lahko opravili preko telemedicine, če ne bi bila potrebna nadaljna specifična diagnostika, kot so to spirometrija, cikloergometrija, audiografija, vestibulografija in druge, oziroma če ne bi bile potrebne laboratorijske preiskave, pri katerih ne bi zadoščali testni lističi za kvalitativno oceno. Prednosti in slabosti telemedicine v medicini dela, prometa in športa. Velika prednost bi bila možnost ponovnega ogleda posnetka, ki bi omogočala izostritev podrobnosti, kot na primer mimiko obraza pri podajanju odgovora bolnika na določena vprašanja, na primer pri vprašanju o uporabi psihoaktivnih snovi. Možnost ponovnega ogleda posnetka bi bila pomembna tudi pri izvajanju določenega manevra pri kliničnem pregledu, kjer bi s posnetkom lahko odkrili simulacijo oziroma disimulacijo bolnika, ki pa je pri samem pregledu ne bi opazili. Takšni posnetki bi bili koristni tudi v učne namene. Telemedicina bi zmanjšala vsaj potne stroške in pa dostikrat omogočala bolj racionalno porabo časa. Problem bi bil status, ki bi ga opravljala druga oseba, torej medicinska ali paramedicinska, ki pa je ne bi poznali in bi bilo njeno znanje vprašljivo. Lahko bi bile veščine izvajanja statusa boljše od naših, lahko pa slabše. Problem bi bila tudi varnost, vkolikor sistem ne bi bil dobro zavarovan, bi bil izpostavljen vdoru od zunaj. Zaključimo lahko, da telemedicina lahko najde svoje mesto v medicini dela, prometa in športa, čeprav v omejenih okvirih, in to le ob predpostavki, da imamo dobro urejen arhiv in pa že vnaprej pripravljeno zdravstveno oceno tveganja. Potrebno bi bilo poskrbeti za varnost sistema in učinkovito varovanje osebnih podatkov. Vedno bi mogli pomisliti na slabosti, da bi jih lahko pretvorili v prednosti. Ključno bi bilo izobraževanje prebivalstva, če bi želeli, da bi bili nacionalni projekti uspešni tudi v praksi. Z redno uporabo in pa poznavanjem možnosti telemedicine bi pa bila lahko ta izredno uspešna. Najlepša hvala za vašo pozornost.